Dobar dan, lepo vas pozdravljam v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na predstavitvi projekta Material Bar, ki je nastal v produkciji Centra za kreativnost in pa z inventivnim konceptom kustosov Katarine Dekleva, Roka Obraka in pa Bora Pungarčiča predstavlja pomemben del slovenskega oblikovanja oziroma tudi širše slovenske ustvarjalne produkcije v Milanu. Več o projektu bodo seveda povedali avtorji in pa predstavniki Centra za kreativnost, jaz bom pa samo zelo nakratko orisala kontekst, v katerem se ta projekt nahaja. In sicer Milanski teden oblikovanja je najprestižnejša svetovna predstavitev oblikovanja. Razvil se je iz pohištvenega sejma Salone del Mobile in v zadnjih 2 desetletjih je zrasel v ogromno manifestacijo oblikovanja, v okviru katere se predstavljajo tako prestižne blagovne znamke in pa podjetja, kot tudi konceptualni, eksperimentalni projekti, izobraževalne inštitucije, neodvisni ustvarjalci. Tako da Milano je svetovni epicenter oblikovanja s številnimi razstavami, dogodki, simpoziji in performansi, vse z namenom, da se predstavi tak celovit pregled idej, tem in projektov, ki predstavljajo stanje, razvoj in pa možne prihodnosti oblikovanja. In v tem kontekstu se bo znašel naš projekt Material Bar, konkretno v Alkovi, ki sta leto 2018 ustanovila Joseph Grima in Valentina Čupi z namenom, da predstavite eksperimentalne projekte, ki na običajnih milanskih lokacijah niso našli prostora. In te projekte potem predstavita poleg kuriranih, skozi nek kuriran princip, poleg raznih drugih izdelkov, blagovnih znamk in tako dalje. In če govorimo o Milanu, bi želela poudariti eno dodano vrednost te lokacije, namreč temelji na iskanju opuščenih novih prostorov, ki jih začasno oživijo ravno za namen oblikovanja oziroma namen te manifestacije, ne v smislu gentrifikacije, ampak usmerjanja pozornosti na skrite potenciale mesta. Tudi več v Alkovi bo kasneje povedala Anja Zorko. Tako da Milanski teden oblikovanja je izjemna priložnost za mednarodno povezovanje, se pomeni edinstveno platformo, ki v bistvu najpredornejše oblikovalce kustose in druge ustvarjalce z vsega sveta med sebojno povezuje. In z razstavo v Alkovi na tem mestu bi želela iskreno čestitati tako avtorjev kot Centru za kreativnost, da so bili izbrani za predstavitev na tej danes že prestižni lokaciji, je seveda vsem akterjem možnosti z globalnim občinstvom, mednarodna vidnost in pa strokovne izmenjave, ki seveda vodijo potem k novim priložnostim. Preden predam besedo naprej, Anja Zorko vodi Centru za kreativnost, se torej želim res iskreno zahvaliti za ta projekt in pa vam želim uspešno in pa inspirativno bivanje v Milanu. Lep pozdrav tudi z moje strani na tej današnji predstavitvi Material Bara, malce nekonvencionalni predstavitvi oziroma novinarski konferenci, kot je malce nekonvencionalna slovenska predstavitev, ki smo jo izbrali za Milano Design Week 2025 v Centru za kreativnost. Ta predstavitev je nastala kot plod javnega poziva, ki smo ga lansirali s ciljem izbora kuratorskega, oblikovalskega in izvedbenega predloga za predstavitev in v ta format javnega poziva smo šli zelo zavestno z željo, da se kot strokovna institucija skozi tovrstne javne pozive in koprodukcije ne samo, da predstavljamo, ampak da se tudi odzivamo na dogajanje, ki se dogaja trenutno v oblikovanju in da raziskujemo ter spodbujamo na razvoj novih kuratorskih in razstavnih pristopov v oblikovanju pri nas v Sloveniji. Obenem pa je to priložnost, da s tovrstnimi pozivi identificiramo aktualne prakse in odpiramo polje strokovnega delovanja za različne ustvarjalce, avtorje in mlajše generacije oblikovalcev, kuratorjev, multidisciplinarnih strokovnjakov in drugih kolektivov. Skratka, neke prakse, ki jih mogoče mi sami v muzeju ali pa Centru za kreativnost ne bi zaznali. Ob javnem pozivu smo zapisali, da iščemo predloge, ki bi odražali nenehno spreminjajočo se naravo, dinamično naravo oblikovalskih praks, spreminjajoče se razmere v oblikovanju in predloge, ki jih izhajajo iz specifik lokalnega konteksta, obenem zrcalijo pa tudi nekako aktualno mednarodno dogajanje na področju oblikovanja. Ali pa celo redefinirajo oblikovalsko disciplino s principi kritičnega, odgovornega in transformativnega načina delovanja.
In mislimo, da nam je to na nek način z predstavitvijo, ki jo boste danes podrobneje spoznali, tudi uspelo. Namreč člani strokovne komisije v sestavi Anja Delbelo, Miloš Posec, Tina Rogl, Luka Stepan in Vladimir Vidmar so na podlagi kriterijev javnega poziva soglasno izbrali projekt Material Bar avtorske skupine v sestavi Bor Pungarčič, Katarina Dekleva, Rok Oblak in Borisa Kralja. Danes je kuratorska skupina, avtorska skupina, ki je prijavila projekt, danes tudi z nami in ga bo v nadaljevanju tudi predstavil. S kolegi iz strokovne komisije, Luka Stepan, bo v nadaljevanju predstavil podrobneje, zakaj je bil pravzaprav ta koncept izbran in priložnost boste imeli govoriti in spoznati tudi razstavljavce, ki jih je izbrala kuratorska skupina, med katerimi gre za 11 razstavljavcev, od Anselme, Frongaje, Hiše Mandrove, Nike Ravnik, Pjorkale, Pečenega pohištva, Prostoroža, Mihe Šajine, Salta Dionilza, Podnjaka in Džin Drina. Skratka, predlagam, da se po tej predstavitvi tudi neformalno srečate z ustvarjalci, govorite z njimi in lahko podrobneje predstavijo svoje koncepte. Slovenska predstavitev v Valkovi bo v Vili Bagati, v kateri je vstop brezplačen. Je pa Alkova zagotovo, kot je Maja že povedala, ena najbolj obiskanih prizorišč milanskega tedna oblikovanja in čedalje bolj dejansko aktualno prizorišče. Tudi vsako leto raste z svojimi lokacijami in vsako leto poišče zapuščene prostore v Milanu in v okolici, ter jih preoblikuje v nove razstavne prostore. Tukaj na sliki vidite lokacijo, na kateri bo predstavljala tudi naša skupina oziroma kuratorska skupina in avtori. In lani je Alkovo obiskalo kar 50,000 obiskovalcev, letos pa pričakujejo najmanj 300,000 obiskovalcev na dan, kar je v bistvu res taka izjemna številka. Drugače pa še poudarim, da gre v projektu Milano Design Weeka in izbora te skupine za projekt programov internacionalizacije Centra za kreativnost, kateri namen je pripomoči k prepoznavnosti slovenskega oblikovanja ter domačim ustvarjalcem z različnimi prireditvami in mrežami omogočiti boljšo vidnost in tudi na nek način boljši dostop do mednarodnih trgov in seveda odpiranje nekih novih priložnosti, ki brez tega mogoče ne. Tako da sedaj predajam besedo Luki Stepanu, direktorju in ustanovitelju oblikovalskega kolektiva Sito, ki je bil član strokovne komisije skupaj z ostalimi člani, da na kratko predstavi, zakaj se je strokovna komisija pravzaprav odločila, da izbere ta kuratorski predlog in s čim jo pričakuje. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Mi smo predvsem izhajali iz tega, kaj je namen nastopa na Ljubljanskem tednu oblikovanja in predvsem s to željo, da omogočimo čim bolj učinkovito promocijo naših avtorjev oziroma izbranih avtorjev, da mi omogočimo povezovanje tako z neko strokovno javnostjo v Milanu, kot tudi sklepanje nekih poslovnih in ustvarjalnih vezi, ki jih je težko nadaljati oziroma mogoče težko zgolj skozi neke izdelke produkcije. Zakaj smo na podlagi tega izbrali projekt oziroma prijavo Material Bar? Videli smo, da v njem smo videli, da predstavlja nek inovativen pa svež pristop k načinu predstavitve, ki je zelo pomembna v tej poplavi izdelkov, spravi, kot je bilo že omenjeno, to je največji oblikovalski dogodek na svetu. Celotno mesto je poplavljeno z raznimi predstavitvami in nek klasičen način, neke razstave z artefakti, mogoče zgolj nekimi tekstovnimi opisi, v bistvu v tem tednu enostavno ni dovolj,
in smo prepoznali, da ta se pravi izbrani projektno dodaja neko noto, ki upamo tako preglasimo neko množico in s tem omogočila boljše izhodišče za same avtorje, ki so ključni. Kje smo videli tudi neko posebnost, oziroma kje smo videli to diferenciacijo, je to, da se ne osredotoča na sam rezultat kreativne produkcije, ampak da bojo avtorji tam navzoči, se pravi, da bojo predstavili del ustvarjalnega procesa in tako odkrili več, kot bi bilo sicer videno samo z nekim končnim izdelkom in upamo, da bo to spodbudilo tako interakcijo med samimi razstavljajočimi slovenskega paviljona, oziroma slovenske predstavitve, kot tudi z ostalo zainteresirano publiko. Ker je šlo pa bolj kot za načrtovanje neke razstave, bolj za načrtovanje nekega izkustva, ki ga ta projekt omogoča, smo v samem zboru tudi na podlagi želje in izbrane ekipe in organizatorja je komisija postala na voljo za neke konzultacije ravno v tem smislu, da smo upam, da kaj pridonesel k samemu načrtovanju izkušnje bolj pa pod k tem, kaj je postavljeno oziroma k stvarjeno javno-avtorskega projekta prijavljenega projekta. Mi smo tudi hvaležni komisiji, da je ostala z nami čez proces, to nam je kar se dajo lažje očitno in verjeno. Kot stažanja v Maja povedali, mi smo se odzvali na poziv, ker se nam je zdelo, da je to priložnost, da pokažemo, kaj nas v ti sedanjosti v letu 25 recimo navdušuje, odlikuje, identitira in kaj bi nas kot oblikovalce razveselili na takem sejmu. Sejmi niso več v prostoru predstavitvenih inovacij, ampak bolj res prilika za postavljanje vprašanj, premišljevanje, izmenjavo nekih mnenj, druženje ob teh temah in morda nekaj debate, za katere se domnodamo malo manj časa. Težko je od enega do drugega sejma napraviti res za eno celo razstavo dobrih izdelkov, tako kot je bila nekako dosedanja praksa. CZK-ja, ker imamo v eni strani preveč stvari, nimamo neke bujne industrije in hkrati imamo pa cel čas na voljo vse informacije, če le znamo za njo vprašati. Bolj kot predstavitev zanimivih predmetov so se nam res zdele zanimive prakse, kolektivi in posamezniki, ki so se dobro prilagodili na sedanjost, našli orodja, materiale in svojo skupnost. Naši razstavljajoči so s počasnimi in uspešnimi koraki organsko zgradili svoj krog in delujejo. Bolj kot stvari so se nam zdeli zanimivi ljudi in njihovo dobrodušno predajanje znanja tudi tem svojim strankam. Povabili smo ustvarjalce, ki jih cenimo, upajmo, da se bodo odzvali in pokazali, kaj delajo in so se odzvali. Tako naši oblikovalci za svojo obstoj v resnici ne potrebujejo predstavitve na ljubljanskem sejmu, ker so si svojo skupnost zgradili že tukaj, ampak mi smo vseeno veseli, da so prišli. Jaz mogoče sem še osvetlil nek ta bolj konceptualni del, kjer smo se osredotočili na neko prakso action design, nekega akcijskega oblikovanja, ki je nastopa kot neka reakcija na določeno okolje, kjer pač funkcioniramo, se pravi gre za lokalno okolje, kjer uporabljamo lokalne materiale, lokalne resurse, se pravi uporabljamo neke svoje sposobnosti in reagiramo na to okolje. To je pač zelo celostno trajnostno, ker gre za pač umeščanje v realni prostor, sodelovanje s svojimi uporabniki. V bistvu prihaja dosti iz neke sodobne prakse digitalnega oblikovanja, kjer je zelo pomembno, da ti sodeluješ z uporabnikom in takoj presprašuješ te rezultate na trgu. Mi smo iskali neke take prakse tudi v bolj fizičnih oblikah oblikovanja in se mi zdi, da smo najdeli zelo neke primerne oblikovalce oziroma kolektive tudi v tem prostoru. Mogoče čisto manj konceptualno je to pač zelo uporabno iz smisla, da ti organsko rasteš, kot je rekla Katarina, ki
kjer ti začneš čisto iz neke lastne ideje in pol v bistvu generiraš neke proizvode, gledaš, kjeri materiali so na razpolago v tvojem lokalnem okolju in tako pač skupaj z uporabniki rasteš in razvijaš neko svojo blagovno znamko in vidiš, da si lahko tudi na trgu dolgoročno s tem uspešen. S tem radiš neko svoje socialno okolje, svoje followerje, svoje sledilce in s tem dolgoročno razvijaš nekaj, kar ni generirano za trg, ni generirano s strategijo, ni generirano naprej, ampak sproti preverjaš ideje. Oblikovanja. In nam se zdaj zanimivo, kako predstavlja to skozi prakso. Praksa vsem ponazarja širši kontekst oblikovanja. Ne gre za predmete, ampak gre bolj za ljudi in kaj ti ljudje ustvarjajo, iz kje prihajajo, kakšne materiale uporabljajo, in to v bistvu ful bolj zanimivo za predstaviti kot samo izdelki, ki jih lahko kdorkoli kjerkoli izdela, tudi iz druge države. Tako da pričakujemo iz te komunikacije oblikovalec, obiskovalec in tako smo izkladili, kakšen bo ta prostor in kako bo. Ja, če sta vidim pa tudi konceptualne zadeve, pa mogoče bolj praktični. Glede tega, da bi želeli predstavljati prakse, smo se skoraj tako in na začetku. In potem smo se soočili z dvema vprašanjima, torej najprej kako sploh te prakse adekvatno predstaviti in potem kako jih to predstaviti prosto. In tudi da smo nam je predstavili jasno, da kot je Lukaš omenil, ta klasičen princip razstave, kjer se dajo na ogled fotografije, besedila, videi, preprosto ne more zajeti vsega bogatstva, ki ga te prakse ponujajo. Da ne da dovolj bogate in globokne izkušnje, tako da bi bilo dosti jasno, da morajo primeniti pač prisotno ta pravila. In da se bomo s tem nagovarjali enega dela, ki se sicer mogoče ne bi bilo treba. Ker postaviti 10 izdelkov na podstavek je enostavno, peljati 20 ljudi, za te ni bila nekaj, bolj komplicirano, ampak je to nekaj izziv, ko se nam ne zdel vreden. Tako da je pol ostala še druga pravda, vedno, da bomo te ljudi dali tja v prostor, nekaj bo počeli v tem času, kako pa to zadevo dejansko zgraditi, opremiti in tako dalje. V samem štartu smo si predstavili ta prostor kot nek bazni tabor slovenskega oblikovanja v Milanu. Potem pa, da pač ta začetna analiza, ki jo je dala Katarina, ni industrije, oblikovanje je pač malo omejen, tako je se naredil malo statističen, malo depresivno, da bomo naredili nekaj, kar je tako veselo in optimistično in impulzivno, kot so tudi prakse, ki jih predstavljamo, in smo nekako zašli do tega koncepta, da bomo pač naredili štarijo. Nek prostor, dobrodošlice, veselja, druženja in iz tega potem išla ideja material bara. In tukaj bi zdaj zopet podali, koliko nam je bila v pomoč tudi komisija in kako smo jih hvaležni, ko so nam pomagali definirati in izostriti te ideje in so nas tudi pogumljali, da smo se držali te ideje, tega koncepta. Tako da, na koncu sem nastala ta postavitev, ki vidite na projekciji, ki je bila zelo enostavna, levo-desno so regali za materijale, orodja in gotovne izdelke in na sredini je en šank, ki je hkrati delavnica in hkrati prostor, ki se mu posediš in gledaš, kaj se v tej delavnici dogaja. Vse to naredimo maksimalno enostavno, ker ni naš cilj, da ljudje gledajo hiško, ki smo ga mi naredili, ampak da gledajo te prakse, ki jih smo nekako vzeti pozornost dol sebe z tega, kar delamo mi in jo preusmeriti na to, kar počnejo izbrani oblikovalci. To je tudi mogoče čista zadnja zadeva, še en razlog, zakaj smo se odločili, ravno zato, da
peljemo ljudi v Milano. Ker pri klasičnem konceptu razstave, kjer so fotografije, videi, teksti in tako naprej, v glavnem govorijo kuratorji, njihov glas se sliši. In točno tega se nismo želeli. Mi smo želeli, da se sliši glas teh oblikovalcev, ki jih predstavljamo, in zato smo tudi njih pelali teatr, da lahko sami spregovorijo. Jaz sem to nekako bolj demokratično in tudi bolj korektno dobil. In s tem bi predal besedo predstavnici prve izmed skupin, to je Anselma, ki jo zastopa Ana Čerjeva. Jaz sem ustanoviteljica Anselme, jo vedno zelo težko opišem, ampak trenutno najbolj se opiše kot neka platforma. Obstaja že od leta 2010, tako da je to nekaj 14 let. Začela sem nekako zgolj s tečaji šivanja, no? In preko tega dela s tečajnicami, šivanjem, izlagom in tako se je na neki točki to razvilo v marsikaj, no. Še vedno imamo tečaje šivanja, dodali smo hišno blagovno znamko, Made in Anselma, to so oblačila, ki so izdelana iz starih materialov, nov material naših babic, to kar najdemo, da nekaj podstrešnih, pa tako. Pa tudi je nekaj vrste inkubator, pa prostor druženja, mreženja in tako naprej. No, preko vsega tega procesa se zdaj pojavlja še neka nova smer in sicer počasi nabiram antikvariat blaga šiviljskega. Tako da, kot je bilo že večkrat omenjeno, vse zelo organsko in test and trial. Dobar dan, še z moje strani. Samo ime pove, jaz sem povedal, da sem žgala kuho, džinom nekaj, kar pačno štorijo. Tako da mi bomo nek malo drugačen način oblikovanja imeli pijače. Džin je ena pijača, ki se da fest oblikovati, narediti marsikaj stvari, kateri se zamislite, iz drugih rastlin, različnih cvetov, korenik, iz bilo česa lahko naredimo v bistvu džin. Tako bomo tudi na sejmu v Milano naredili, skupaj izvaja par različnih džinov, iz stvari, ki jih lahko naberemo okoli Milana, okoli razstavnega prostora. Tako da upamo, da bomo malo pripomogli k temu letnemu projektu, ki so se zastavili in malo razveselili ljudi. Zdaj, ja, mi se ukvarjamo z gojenjem na takšne in drugačne načine. Veliko se ukvarjamo z izobraževanjem javnosti, o tem, kako se vsak sam voda znamo goji. Zdaj, ja, naše podjetje je nastalo to nekje 2018, jaz sem se pridružila kasneje, ampak ja, mi smo ogromno eksperimentirali, so v bistvu iskali, kako da imajo po eni strani ogromno potencijala, in zdaj bo vse te potencijale izkoristiti in kakaj produkte oblikovati, ko jih ljudje zastavi. Ja, tako je zanimiva pot. Drugač tole gojenja pot se še razgovarjamo tudi medicinskimi vrstami pot, priprava raznih ekstraktov, prehranskih dopolnil, povezujemo se s kozmetiko, kot da v bistvu izgod se da narediti marsikaj, ko sem v tem procesu veliko sodeloval z drugimi in oblikovalci in umetniki, recimo, od tega, da smo recimo se ukvarjali z tuning, kompozicijo, oziroma materiali iz bil, od tega, da smo se ukvarjali z umetnikom pomagali, kako vključiti gobe, oziroma živo, da možemo živo, da v svoje
sledi tudi udeleženec avtor. Sicer se ukvarjam z glino in keramiko, imam neko napravo, ki lahko oblikuje glino na zelo zanimive načine, in sicer pač glino se potiska skozi neke šablone, tako da v takem hitrem postopku dobimo zelo zanimive oblike, te teksture, ki se vidijo na zunanjih površinah. Tako da sem bolj oblikoval neko tako kolekcijo uporabne keramike in zato priložnost sem to napravo naredil tako, da lahko prosto stoji na tej postavitvi in je lahko pač obiskovalci uporabljajo in vidijo, kako to gleda in pač izdelajo stvari na neko linearno kolekcijo. Tako da se mi zdi fino, da prek te izkušnje svojega dela kot neko anekdoto pač vključim same obiskovalce na sejmu in tako pač vidijo, kako je sam proces, kako vam prikazam. Živijo, jaz sem Žan iz Bjorkale, so sem v Bjorkale, poleg Luka Breskoviča in Igor. Mogoče največ se mi kot kolektiv ukvarjamo z tiskom gline in podobnih materijalov. Naša praksa je predvsem eksperimentalna in smo preko bienala, prejšnjega bienala oblikovanja prišli do filtracijskega sistema oziroma filtra Dodoma, kar je bil tudi povod za sodelovanje z enim Material Barom, kjer bomo pa za tale šank izdelali tudi en umivalnik, pač še znanim šankom, da so ga ljudje umivali roke. V bistvu ta projekt je predvsej, mislim, da tudi se odziva na razpis oziroma na situacijo, kot tudi na to, se pravi, kaj rabimo, ko si ljudje se umivajo roke, pijejo vodo. In kaj imamo na voljo, s čem lahko oblikujemo. Zdravo še z moje strani, jaz sem Maša, torej Prostorož je urbanistični studio in glede na to, da je večina ali pa velik delež našega dela usmerjen v vključevanje prebivalcev in pa raziskovanje javnih površin, smo se odločili, da se bomo tudi v Milanu predstavili v bistvu z eno začasno intervencijo, ki ne bo znotraj tega Material Bara, ampak na zunanji terasi. Zanje bomo uporabljali tekstil, ki je trenutno še del našega prispevka k biorazstavi. Sama intervencija pa bo služila kot nek prostor srečevanja, počitka, mogoče celo igre. Skratka, naš namen je, da se v ponedeljek, 7. aprila, torej še pred otvoritvijo, na tem prostoru srečamo z različnimi italijanskimi organizacijami, ki se ukvarjajo z sorodnimi temami. Gre za 5 organizacij, torej, če jih naštejem, mogoče Psyche Voice, so neko aktivistično združenje, ki so v bistvu ukvarja z družbeno odgovornostjo znotraj mest. Potem festival Stratosferika iz Torina, ki nekako temeljijo na urbanističnem, strateškem načrtovanju, mestnim urbanistom Skapolitjem, ki se ukvarja s trajnostno vizijo Milana, arhitekturnim birojem Kinciterna, ki veliko uporablja trajnostne materiale oziroma eksperimentira z nekimi trajnostnimi materiali, ki imamo uporabo v arhitekturi, ter z Gender Atlas, ki se ukvarja z vplivom spola pri mestnem načrtovanju, torej nekaj vse sorodne teme. Tako da je namen tega našega srečanja z njimi vzpostaviti neko razpravo in najti mogoče tudi neke potencialne možnosti za nova sodelovanja. Samo to intervencijo, ki bo tam, pa bomo po festivalu oziroma po dogodku sigurno že uporabili v lokalnem okolju.
pozdrav tudi z moje strani, moje ime je Nika Ramos, sem moja praksa temelji na nekonvencionalnem oblikovanju oblačil z zero waste pristopom oziroma oblikovanje z ničnim odpadkom. V Milanu bom predstavila delavnico oziroma bom vodila delavnico, kjer bodo udeleženci imeli na voljo kos blaga, odpadnega tekstila v velikosti 30x40 cm, šiviljski pribor in mini leseno umetniško lutko. V ta material bo vsak škarjami zarezal poljuben vzorec ter ga nato z ničnim odpadkom oblikoval na tej mini lutki. V bistvu ni potrebno predznanje, zaželjeno je celo, da ni krojaškega znanja, ker je bolj pride do boljših rezultatov. Rezultati bojo pa tekstilne, oblačilne forme, ki se lahko bolj tudi prenesejo na naravno velikost. Na kratko z moje strani. Jaz sem Miha Šejna, sem oblikovalec zvoka. S tem se ukvarjam že 30 let, delam zvok za dokumentarce, filme, delam tudi delavnice z otroci za sinhronizacijo zvoka. Skratka, prenašam neko znanje v zvoku naprej in zdaj, ko sem me povabili v Milano, sem nekaj to zanimivo zdaj, da sem povabila pokazati na moj proces. Kako sem imel zahteval nek končni izdelek, se pravi bazno, oziroma zvok je vedno nek končni izdelek, ki je betoniran in protokol. Tle bomo predstavili moj studijski proces, ki je glavnina slavina te mašine, ki se reče modularni sintetizator zvoka. In omogoča razne opcije, se pravi, s tem lahko igrati v klub, v tehnoklub, lahko igramo na pikniku, lahko pa igramo tudi v neki galeriji. Tako da jaz bom predstavil neke tri intenzitete tega ustvarjanja. Osnovno ambientalen zvok, kateri bo lahko obiskovalci tudi sprot oblikovali. Jaz bom postavljal dve igrane palice, kot v bistvu z dvemi igranimi palicami, ko lahko odziv ta zvok, in ne samo frekvenčno, prostorsko, se pravi, prostorno bodo šteti zvočniki. Vsak bo prišel za to mašino, bo najprej pretolmačil delal, ampak jaz bom vse označil, da čisto vsak obiskovalec nekako oblikoval zvočni ambient za tega najka prostora. Opcije bojo pa tri intenzitete, se pravi, osnovna nek ambient v baru, da se pogovarjali bezran. Druga opcija bo kar nekaj piknik, se pravi, že malo želnička in bolj intenzivna glasbena zadeva. Opcija bo pa tudi, če bo res, se pravi, ljubski ambient. To bo moj prispevek baru. Želim potiško so Nina Šaljenec, mesto oblikovalke. Doma imata svoj delavnici tako ogromno mašino, s katero je izdelala iz zdobljene plastike ploh. Iz teh ploh pa oblikujeta naprej do potiška. Milano pa bodo to so produkcijo v našem sektorju predstavljajo na način, da bosta nekaj z domačnim kalnikom dobile in delale s produkte in bosta pa z rokom z masažnim teorizmom sodelovali in bodo skupaj naredili online tegrice, pa ima vsakega Stančni kraj, ona je študirala oblikovanje v Majnku na Nizozemsku, ki je zelo
ukvarja z nabiralništvom, oziroma specifično urbanim nabiralništvom, kar pomeni, da pozna rastline v urbanih okoljih, ki se jih lahko uporablja za hrano, kot recimo destilacijo džina, in bosta sodelovala z Erikom pri tem. Bova imela tudi svojo delavnico, ki občasno tudi vodi na raznih dogodkih in na lastni režiji, in bo vodila ljudi oziroma obiskovalce mikro okolje v Milano oziroma v neposredni bližini naših postavitev. Zdaj že dovolj poznam, da si upam. Še malo z tega proces in Marja Celac. Ona da so pred leti profila za sabo urbano življenje, se je preselila na Notranjsko, kupila eno staro sporejočo hišo in jo z lastnimi rokami prenovila in preko tega sta poiskala, razvila cel en funkcionalni znanj, ki zdaj uporabljata v sodobnem kontekstu, tako za svoje izdelke, kot še bolj pomembno, zato da druge učita, kako uporabljata ta znanja in to gre od tega, kako odpirati les, kako delovati, kako preoblikovati in tako dalje. Na naši predstavitvi prostor pa postavlja tale stol za skobljanje, kjer bodo potem obiskovalci imeli priložnost, da oblikujejo lesne izdelke na eno metodo, ki je bila včasih vse prisotna na podeželju, zdaj pa skoraj ni več, se uporabi cel kup različnih